Pozdravljeni. Z malo večjo zamudo, kot je bilo sprva načrtovano, je pred vami tudi prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Francije. In ker smo v zamudi, najbolje, da kar začnemo. Vzrok za današnjo zamudo je višja sila. Ne toliko komentiranje na Sport klubu, kot velika prometna gneča, ki je bila danes na avtocesti ter regionalnih cestah. A ni važno. Važno je, da je z nami vse v redu. Pa pojdimo k našim temam. Najprej, kot običajno, si bomo ogledali nekaj tehničnih zanimivosti. Našo pozornost bomo danes usmerili na tiste končne plošče na sprednjem in zadnjem stabilizatorju. Tu si bomo ogledali rešitve pri tistem spodnjem usmerniku, ki je nataknjen na končno ploščo sprednjega stabilizatorja, tako pri Alfa Tauriju kot pri Ferrariju. Vidimo lahko rešitev, ki je bistveno širša in ne tako agresivna, kot smo jo lahko zapazili pri prejšnjih velikih nagradah. Seveda, tu v Le Castelleju je bistveno ravnotežje. Imamo dele proge, kjer se dosegajo visoke hitrosti, imamo dele proge, kjer je potrebno imeti aerodinamični oprijem. Seveda, mnogi boste rekli podobno kot v Azerbajdžanu. Tu je zgodba bistveno drugačna. Namreč tista prava uravnoteženost bolida pride še kako do izraza v Bakuju. Ni bilo potrebno imeti toliko oprijema in bočne sile niso bile tako močne. Tega so se zavedali tudi pri McLarenu. Kolikor pogledamo bočni plošči na zadnjem stabilizatorju, bomo videli, da so pri McLarenu izrezali tisti spodnji del s podobnimi režami, kot jih vidimo na zgornji polovici. Čisto nekaj drugega od tistega, kar smo videli naprimer na predstavitvi McLarena MCL 35M z majhno pripombo. Tista aerodinamična podoba, ki jo vidimo na predstavitvi, v veliki večini primerov ni tista realna, ampak je skupek nekih starejših delov samo za golo predstavitev, kajti tam se bolid slika in skrivnosti je bolje držati zase. Verjetno ste zasledili, da glavni aerodinamični inženir Luca Forbato bo zapustil Alfa Romeo Racing. Italijan z britanskim potnim listom in ogromno izkušnjami v raznih ekipah Formule 1. Rojen v Torinu, torej ima tudi italijanski potni list, a študije je končal v Veliki Britaniji. Bil je že v ekipah, kot so Bar, Toyota, McLaren. Seveda pri McLarenu je dosegel kar nekaj velikih uspehov. Nato je odšel v Menor skuderijo Toro Rosso in od leta 2017 je glavni odgovorni inženir pri Sauberju. Sedaj je dobil priložnost pri Aston Martinu. Namreč Andy Green bo zapustil svoje mesto, šel bo stopničko višje, koordiniral bo delo drugih inženirjev, skratka ne bo se več vsak dan ukvarjal z golim projektiranjem bolida. Videli bomo, ali bo ta menjava v prihodnosti uspešna, a zanimivo je tudi to, kako sredi koncepta bolida nove generacije glavni inženir pri Alfa Romeo Racing zapušča ekipo in gre k Aston Martinu, kjer so tudi že na sredini svojega projekta. Poglejmo, kaj smo videli v prvem in predvsem drugem prostem treningu. In gledamo sedaj v optiki samih kvalifikacij. Kar se tiče razmerja moči, dokaj pričakovano.
Namreč pričakovali smo lahko, da Mercedes bo znova bolj konkurenčen od tistega, kar smo videli na veliki nagradi Monaka in veliki nagradi Azerbajdžana. Nekako slika prvega prostega treninga je bila dokaj jasna. Ko sem spremljal drugi prosti trening, sem bil razočaran. Ne zaradi časa Maxa Verstappena, sploh ne, ampak zaradi kolektivnega časa vseh. Sam sem pričakoval, da bodo časi na krog nižji, vsaj za tam okrog 70. A vem, moje predvidevanje, moja špekulacija. A zopet se moramo tu zapomniti, da sta v veljavo vstopili dve tehnični direktivi. Tista, ki omejuje upogibanje nosilca zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, in seveda druga tehnična direktiva, ki se ukvarja z novim postopkom merjenja tlaka v pnevmatikah. Namreč tako na prvem kot na drugem prostem treningu smo opazili, da ogromno voznikov je imelo težave z oprijemom na zadku bolida. In marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, da s tem, ko sedaj bolj nazorno spremljajo tlak v pnevmatikah, so prišle na dan težave določenih voznikov, višji tlak, manj oprijema. A sam sem pogledal, kak je bil predpisan tlak v sezoni 2019, v praktično zadnji izvedbi velike nagrade Francije. Govoril vam bom v enotah, ki so v uporabi v Formuli 1, to se pravi v funtih na kvadratni palec, PSI. Leta 2019 je bil minimalni tlak v prednjih pnevmatikah določen na 23 PSI-jev, na zadnjem paru pnevmatik pa omejen na 20 PSI-jev. Seveda, med sezono 2020 in 2021 smo dobili novo konstrukcijo pnevmatik, bistveno bolj togo. In videli smo lahko na raznih progah, da so se tlaki posledično znižali. Bolj toga pnevmatika dovoli nižji delovni tlak, da tako bolid lahko doseže prej tisto želeno temperaturo, mešanice so ostale iste. In znižanje tlaka nekje lahko ocenimo tam okrog 1,5 funta na kvadratni palec. In če pogledamo prednji par koles na tisto, kar je predpisano letos, vidimo, da se je nekaj takega zgodilo. Iz 23 so tlak spustili na 21 PSI. A zgodilo se je nekaj zanimivega. Na zadnjem paru koles so tlak dvignili in ne spustili. Na 21,5 funta na kvadratni palec. Torej, v nasprotju s tistim, kar bi pričakovali, višji tlak pomeni bolj togo pnevmatiko, ta se manj podaja, zbere manj energije in se posledično tudi manj ogreje. Seveda, izbor pnevmatik je za stopnjo trši od tistih v Bakuju, C2, C3 in C4, a če potegnemo črto, lahko razumemo, da mnogi so imeli lahko tudi težave, ker zadnjega para koles dobesedno niso bili sposobni ogreti na pravo delovno temperaturo. Seveda gre za moje osebne špekulacije, a napake na zadnjih pnevmatikah Pirelli so lahko globlje od tistega, kar nam pravijo. Mogoče smo priča konstrukcijski napaki. A seveda dvomim, da bomo videli kakšne spremembe, kajti v naslednji sezoni bo prišla na dan čisto nova generacija pnevmatik. A o tem kdaj drugič. Seveda, presenetljivo je še nekaj drugega. Kot sem povedal, ne samo, da na drugem prostem treningu smo videli, po mojem osebnem mnenju, previsoke čase. Tudi čas Valtterija Bottasa, tisti, ki je bil le 8 tisočink slabši od Maxa Verstappena, je bil dosežen po moji evidenci na pnevmatiki medium in ne na pnevmatiki soft.
To nam kaže tudi na to, da bi res lahko pričakovali bistveno nižje čase. In če ste malce bolj natančno spremljali drugi prosti trening, ste lahko opazili, da predvsem v zadnjem sektorju je velika večina voznikov imela težave. In v zadnjem sektorju, če malce si pogledamo progo, je tista kombinacija ovinkov, kjer je ogromno bočnih sil. Torej, kaj lahko pričakujemo na samih kvalifikacijah? Mercedesa bistveno bolj spredaj. A vprašanje je, kaj se bo dogajalo s tisto pnevmatiko soft. Pričakujem, da v drugem delu kvalifikacij bomo videli marsikateri zanimiv izbor za začetek dirke. Namreč pokazal bi vam rad še naslednjo tabelo, kjer lahko pogledate, kakšne pnevmatike so vozniki porabili do sedaj. Od 13 kompletov so jih vrnili 4. In vsakdo je porabil v veliki večini primerov en komplet najtrših, en komplet srednjih ter 2 kompleta najmehkejših. Razen obeh voznikov Aston Martina, kjer so porabili tako pri bolidu Sebastiana Vettela kot Lensa Strolla en komplet tiste srednje pnevmatike in 3 komplete najmehkejše, ter Fernando Alonso. Fernando Alonso ima zelo zanimivo sliko. Uporabil je en set najtrših pnevmatik in 3 sete onih najmehkejših. Torej ima za tretji prosti trening, kvalifikacije in seveda dirko na razpolago 3 nove nerabljene sete pnevmatike medium. In medium pnevmatika bo po mojem osebnem mnenju tista odločilna tu v Franciji. Seveda po tistem, kar sem videl na drugem prostem treningu, a o tem bomo govorili malce bolj v našem zadnjem briefingu. Poleg Mercedesa in Red Bulla, kjer zagotovo bomo lahko videli tiste glavne protagoniste, če že ne borce za najboljši štartni položaj, smo videli dobro formo tudi pri Alpinu. A zopet moramo biti previdni, kajti časi so bili res malce visoki. Dobra forma Alfa Romeo Racing, malce pod pričakovanji tisto, kar smo videli pri McLarenu in pri ostalih brez velikih presenečenj. A mislim, da ta vprašanja vezana na pnevmatike bodo poglavitna tudi pri spremljanju kvalifikacij. Za danes seveda je to vse. Vidimo se jutri na našem zadnjem briefingu, kjer si bomo pogledali, kar smo videli na kvalifikacijah, primerjali z ritmom drugega prostega treninga in seveda podal bom tudi mojo osebno napoved za same strategije. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.